Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. V tokratni epizodi bomo supermoč iskali v spretnosti, ki jo vsi dobro poznamo in ji rečemo pogajanje. V poslu, v politiki, v vsakdanjem življenju. Izvedeli boste, kaj so najbolj preverjeni triki, s katerimi praznih rok pustimo še tako prekaljene pogajalske mačke, in tudi, zakaj je kompromis ena, ne boste verjeli, najslabših oblik zaključka posla ali kateregakoli pogajanja. Z menoj v studiu medijske hiše Delo sta dva priznana profesorja s Fakultete za družbene vede, dr. Marjan Svetličič in dr. Boštjan Udovič. Lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu. Hvala za vabilo. Srečujemo se pravzaprav dan po veliki svetovni senzaciji iz športnega prizorišča. Namreč zvezda, nesporna košarkarska zvezda, Luka Dončić, je doživel eno zanimivo zgodbo, namreč čez noč so ga iz Dallasa premestili v Los Angeles. Če osvetlimo to zgodbo skozi prizmo pogajanj, namreč ta situacija je bila popolna neznanka in se je ta posel, lahko rečemo celo morda desetletja, stoletja zgodil v popolni tajnosti. Kako iz vidika pogajanj sta doživela to senzacionalno novico? Ja, ne bi bil rad v čevljih Luke Dončića, ker so se o njemu pogajali drugi in to v pogajanjih nikoli ni dobro, vedno moraš biti vpet v taka pogajanja in to je pravzaprav precej presenetljivo, ampak je imanentno sistemu, v kateri Luka Dončić igra. No, ampak to kaže še eno zadevo, ne? To pomeni, nikoli ne smeš dopustiti v pogajanji, da si pogajalski predmet. Sedaj, če se pogajajo o tebi, moraš biti zraven. Sedaj, ne da se vedno, ampak vsaj malo moraš neko svoj vtis pustiti. In jaz mislim, da je bil problem tudi pri Luki Dončiću, ker ni bil mogoče dovolj zraven. No, se mogoče še sam dodam, kar je blazno pomembno, je bolje je biti za mizo kot na mizi. In tukaj je bil Luka Dončić na njegovo nesrečo. Na mizi, na pladnju, v njem so se pogajali drugi. Če bi bil zraven, bi bil izplen popolnoma drugačen. In to je recimo pomembno v Sloveniji, ker mi včasih zanemarjamo to dejstvo, da je treba biti zraven. Recimo naši ministri često izostanejo od pogajanj v Bruslju, bodi si zaradi tega, ker ne znajo dobro angleško, bodi si zato, ker precenjujejo predmet. In potem, če te ni zraven in če ni ministra zraven, tudi če je njegov namestnik, je druga kategorija, je izplen lahko bistveno slabši, kot če bi bil zraven. Pri tej zgodbi je fascinantno tudi neuhajanje informacij. Namreč v slovenskem prostoru, verjetno tudi drugod, je zelo značilno in zelo škodljivo pravzaprav uhajanje informacij. Vas to fascinira? Da nihče bojda ni vedel za to zgodbo? Mene ne fascinira. V resnem poslovnem svetu in v resnem diplomatskem svetu informacije ne uidejo. Tiste, ki pa uidejo zato, ker so se dogovorili, da bojo ušle. Tako da, to mene ne fascinira. Kar pa me mogoče malce fascinira, pa je dejansko, kakšen efekt je to imelo. In pogostokrat tudi pogajalski izplen, ko pride na mizo, ko vemo, o čem smo se izpogajali, pusti nek odtis. In o tem se bo o Luki Dončiću se bo govorilo, tako se pogostokrat govori tudi o kakšni drugi zgodbi. Če se spomnimo z našega primera, konec koncev tudi informacije o arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško niso uhajale. Res pa je, da v pogajanjih je to dobra praksa. Informacije ne smejo uhajati. Tako je, tako, sigurno. Čeprav danes v tej dobi digitalizacije težko to doseči, tehnično. Ampak drugače, pogajanja so proces, ki lahko traja 10 let, 30 let, ali pa 5 minut. Ampak če vmes nekdo, novinarji ga napadejo, tako mediji, tako, kaj ste zdaj dosegli? On popušča, zato da bo dobil velik kolač na koncu, in bi bil izplen večji. Ampak če bo pomogel stalno poročati, bo pa izplen šibkejši. Zato jaz zagovarjam, čeprav nekateri so proti temu, zagotoviti tajnost pogajanj je boljše kot preveč odprta pogajanja. Pogovarjamo se o pogajanjih, naj
Poudarim, zakaj. Namreč pred časom sta bila soavtorja knjige z naslovom Skrivnosti uspešnih pogajanj, no danes pa se spet v soavtorstvu združujeta in sicer pri novi knjigi z naslovom Medkulturna pogajanja, izzivi, dileme in rešitve. In ko govorimo o medkulturnih pogajanjih, zelo smo povezani še vedno torej v tem jugovzhodni regiji, v tem balkanskem prostoru. Naš pogled, naša pozornost se često usmerja tudi proti Srbiji, ki je danes pravzaprav, kako ne rečemo, talka zelo, zelo močnih, vsebinsko polnih, argumentiranih študentskih protestov. Tudi akademska srenja se dviga in predsednik Vučić je nedavno dejal, da bi želel dialog. Ali je v tej zgodbi sploh možen kakšen dialog ali pogajanja? Kako vidite to situacijo? Mislim, vsaki zadevi je možen dialog. Ne? Mi se moramo zavedati, da vojna nastane, govorimo na splošno, ko zmanjka dialoga. In po koncu vojne se spet odpre dialog. Skratka, brez dialoga na vseh straneh nikoli ne bomo mogli iti. Seveda pa za dialog treba iskrene namene, torej prva zadeva so iskreni nameni na vseh straneh, druga zadeva pa dejansko, da obstaja presečna množica, kaj se želimo skupaj zmeniti. Ne? Če ni presečne množice, se ne moramo nič zmeniti. Je pa seveda tudi stvar dialoga, stvar kulture. Ne? Dialog v Nemčiji pomeni popolnoma nekaj drugega kot dialog v Srbiji, kot dialog na Japonskem, dialog v Južni Ameriki ali dialog v ZDA. Konec koncev, če smo čisto aktualni, ne? Predsednik Trump je uvedel carine včeraj, res je. Danes poziva strani tako Kanado kot Mehiko k dialogu. Tako da on jih poziva, čeprav on uvedel carine. Zato, ker pač deluje po tem transakcijskem modelu, skratka, najprej narediš akcijo, potem pa začneš trgovati. Ne? In to je tudi neke vrste dialog. Tako da, načeloma so pogajanja vedno dialog. V trenutku, ko dialoga več ni, potem tudi pogajanja več ni. Pa še spreten moraš biti. Ne? Recimo, ta dogajanja zdaj so lahko zelo podobna kot leta 68, ne? In takrat je recimo Tito nastopil na televiziji, tako je rekel: študentje, imate prav. To je naša napaka. Vučić tega ni naredil. In zato je kontekst blazno pomemben in vloga osebnosti. Kakšen bo izplen te zgodbe, če se še malce vrnemo? Namreč tudi v knjigi imate razdeljena ta pogajanja glede na kulturne, zgodovinske značilnosti in opredeljujete tako Srbijo, Hrvaško in tako naprej. Pa me zanima, vidite, prepoznate kakšne stereotipe, prepoznate kakšne kulturološko podvržene prijeme, slike? Mislim, vsekakor je dejansko ena od pomembnih zadev, ki je na primer fascinantna, kako se zunanja javnost, torej izven Srbije, načeloma ne odziva na to. Evropska unija molči, iz Evrope skoraj ni pozivov, razen pozivov k pogovorom. Skratka, vsi čakajo, kaj se bo zgodilo. Ne? Podobne zgodbe smo videli že v 90-ih letih. Prej je že omenil Marjan dejansko od leta 68 in zdaj vsi malo špekulirajo, kaj se bo dejansko zgodilo in se nihče ne želi opredeljevati do tega. Ne? Jaz mislim, da na koncu bojo sedli nekako za pogajalsko mizo oziroma se bojo neki dogovorili. Neke posledice smo že videli, predsednik vlade je že podal odstopno izjavo, skratka, župan Novega Sada. Skratka, zgodilo se je par akcij, ne, ki naj bi blažile zgodbe, ampak to je bolj protest kot klasična pogajanja. Ne? Pogajanja bo nastopila potem, ko se bo protest, kako ne rečem, ugasnil, oziroma ko se bo protest umiril, takrat potem nastopijo dejansko pogajanja. Dve stvari so pri tem mogoče dobro za omeniti. Jaz pojma nimam, kaj se bo zgodilo, seveda, ne? Ampak verjetno bo treba resne spremembe v političnem sistemu in vodenju države, ne? Ampak za Srbe sta dve stvari precej značilne. Prvo je močna vloga čustev. Ne? In to zdaj igra pomembno vlogo. Imam primer, ko sem bil še direktor Centra za mednarodno sodelovanje, je bil protest v Cankarjevem domu, recimo v Ljubljani, podporo rudarjev na Kosovu. Je moj zaposleni v tem centru, ki je deloval v Beogradu, ki je bil svetovljan, po celem svetu je hodil, naslednji dan je poslal telegram: ne morem več delati za Slovence. Skratka, ko je vprašanje Kosov, pri Srbih čustva. Drugo je pa inat. In to je tudi kontekst, ki blazno velja. Nekatere stvari se naredi kljub
navkljub racionalnosti, ki govorijo proti temu, ampak iz inata. Tako da to so stvari, ki so recimo za srbsko situacijo verjetno bolj specifične kot kje drugje in jo je težje racionalno ali pa v kakšni teoriji iger razložiti. Omenjate čustva. Nekako smo v podcastu Supermoč, tukaj nekje šteje uspeh, dejstva, številke, prebojnost in tako naprej. Ampak zdaj pa že toliko časa traja ta podcast in gostila sem zelo ugledne ljudi in vam lahko povem iz prve roke, da na koncu pod črto vse, kar se je zgodilo, dobrega, prebojnega, ekstravagantnega, se je zgodilo na platformi čustev. Kako močna vloga čustev je v pogajanjih? Ali bi lahko rekli, da so najtrša pogajanja za najbolj pomembne zgodovinske stvari pravzaprav bazirala na čustvih? Ja, čustva so velikokrat breme v pogajanjih. Čustva v smislu, nikoli se v pogajanjih ne smeš razjeziti, ker čim se boš razjezil, boš zgubil, ker takrat tvoj racio ne dela in takrat imaš 5 minut ali pa malo manj time-outa, nisi sposoben racionalno razmišljati, recimo, če gre za multilateralna pogajanja, drugi partnerji so vmes pogajanja, ti pa nisi več pri stvari, ker si jezen. Tako da čustva so včasih, po drugi strani pa včasih čustva lahko dobro delujejo in se lahko uporabljajo kot inštrument, recimo Martin Luther King, ko je on rekel, I have a dream, to so čustva. In če govoriš s čustvenim jezikom, včasih lahko boljše prodreš, je pa odvisno zdaj, kje se pogajaš. V Aziji recimo, ker naša knjiga je o medkulturnih pogajanjih, so čustva pomembnejša, manj so pa pomembna pri Američanih, tam je pa money, denar stalno, tako da tam s čustvi ne boš kaj uspel. Pri mnogih, ali pa Latinski Ameriki, jasno bo čustvo igralo. Najprej boš ratati prijatelj, potem boš šele, to isto velja, prek smo bili pri Srbih, takrat boš najprej jeti na parkrat na splave in se družiti, kaj popiti, kaj pojesti, potem boš pa posel sklenil. Ne moš tako kot Američan, zdaj pa dajmo podpisati pogodbo. No, ampak če morda tle samo malo razširim ta pogled na čustva. Negativna čustva so gotovo nekaj slabega za pogajanje. Ampak mogoče samo razširim to, kar je Marjan dejansko že povedal, tudi Nemci imajo svoje čustva. Mi jih ne prepoznamo kot čustva, zato ker imamo mi drugačna, ampak bilanca, računi so neke vrste čustva. Ti moraš pridati neko priznanje temu. In ko ti z svojimi čustvi nasloviš, da si mu priznal nekaj, da je nekaj dobro naredil. Skratka, je tudi Nemec, ki je dokaj, bi rekel človek, task-oriented, skratka, ki je orientiran k nalogi, enostavno postane tudi on bolj odprt, dojemljiv za tvoje ideje. Tako da, jaz bi rekel, čustva so zelo pomembna, jih je pa zelo težko, in to je najtežja stvar, sploh med kulturnih pogajanjih, prvič presoditi, ali igra igro na čustva, ali je res čustven. Naprimer, recimo, Kitajc je formalno res čustven, ampak če se je dobro šolal v ZDA, lahko igra samo na igro, da je čustven, pa realno ni, zaradi tega, ker je prevzel ta ameriški transakcijski način. Na drugi strani imate pa lahko Američana, ki je, živel dolga leta v Južni Ameriki, ki pa bo res čustven. Meni je kolega razlagal, imeli so posel v Južni Ameriki, vzel si je teden dni časa in po tednu niti ni začeli, se niso pogajati, ker je premalo časa namenil tem občustvenim dejavnostim, ogledu cerkva, mest, središč in tako dalje. Tako da moraš to vse vzeti v obzir. Tako da tu čustva so pomembna. Seveda, ugibati se negativnim in spodbujati pozitivno oziroma iskati na drugi strani, kaj nekomu nekaj pomeni. V tem trenutku po svetu obstaja in poteka 120 oboroženih spopadov v 60 državah. Kakšna, to je pravzaprav grozljiva slika svetovnega dogajanja, ampak ali bi lahko rekli, da pač ljudje ne obvladajo te spretnosti, pogajalskih veščin, ali je interes za vojno tako velik? Vojne so pač, vzroki vojne so drugi, ampak dejstvo pa je, da ljudje podcenjujemo pogajalske veščine in prehitro skočimo v bazen nasilnega reševanja sporov. To velja tako pri nas v Sloveniji, ker tudi podcenjujemo, po mojem smo mi edini skoraj na FDV, ki imamo
dva predmeta iz pogajalskih veščin, pogajanja sploh in pa medkulturna pogajanja, še na Geja College v Kongresu in pa sem tretja na ekonomski fakulteti. Tako da to podcenjujemo in vsak konflikt vojni, pa če je še tako trd, se mora na koncu rešiti s pogajanjem. Tako da bi bilo dobro čim prej pristopiti pogajanje. Je pa seveda včasih boljše ne pogajati se pod mizo kot na mizi. Ne? Tudi v tako resnih konfliktih, kot je vojna? Še toliko bolj, po mojem. A lahko poveste, kakšen zanimiv primer iz zgodovine? Mislim, kot koncev dejansko, če gledamo Jalto, torej povojno ureditev Evrope, vse ta se je dogajala pod mizo, se ni dogajala na mizi, kako so risali po prtičkih meje. Če gledamo pogajanja Drnovšek-Račan o izhodu v Piranskem zalivu, da so se tudi dogajala, bi rekel človek, na nekih večerjah, malce pod mizo, tako na približno. Skratka, veste, zelo pomembno je, čeprav formalno si želimo, da bi bili na očeh javnosti stvari, da niso na očeh javnosti, ker s tem se ustvarjajo neposredni pritiski. Ne pozabiti zgodbo, naša zahodna meja, ozemski sporazumi so se spogajali izven celo ministrstva za zunanje zadeve Jugoslavije, zaradi tega, da diplomati niso stvari ustavljali. Tako da, jaz mislim, da je v pogajanjih ena stvar, ki jo moramo biti zelo pozorni, ko govorite o konfliktih, mnogokrat so konflikti zgenerirani ne zato, ker so bila pogajanja neuspešna, ampak zato, ker so ljudje sploh niso želeli pogajati. Skratka, postopka niso začeli. Jih ni zanimalo, želeli so doseči cilj z drugimi sredstvi. Ali pa zato, ker so bila mogoče čustva nekoga ranjena. Pač nekdo ni naslovil čustva na prav način. Skratka, prihajamo v situacijo, kjer so čustva v svetu vse bolj pomembna, vse manj jih pa naslavljamo. In to je ta nekako, bi rekel, kvadratura kroga, v kateri se ne znajdemo več dobro. Skratka, čustva postajajo pri različnih nacijah, narodih, državah vse bolj pomembna. Vse manj se jih naslavlja, posledično seveda ni pogajanj, posledično pač se zadeve rešujejo na vojni ali drugačen način. Harvardski profesor Mnuchin v svoji knjigi o težkih pogajanjih pravi, dva heroja sta zame v takih težkih pogajanjih. In sicer Churchill, ki je odbil se pogajati z Mussolinijem in je proti mnenju večine njegovega kabineta šel direktno v skupščino, v parlament in povedal tiste famozne stavke in tako naprej. Skratka, on je v tem primeru izkoristil čustva. Drugi heroj za njega je pa Nelson Mandela. Tukaj se dotikam tudi tajnosti pogajanj. On se je v tajnosti pogajal z Clarkom oziroma z belim vodje bele manjšine in tako naprej. Čeprav je vedel, da njegovi črnska ta združenja, stranka, bi bila proti temu, da se sploh pogaja. Ampak on je vedel, da edini na ta način lahko reši situacijo v Južni Afriki. In ko omenjate Churchilla, tukaj imam napisano, kako je pravzaprav on omenjal strah v kombinaciji z pogajanji, namreč in pa seveda moč tega performansa in moč veščine, ki rečemo, ali spretnosti retorike. Skratka, dejal je, da je vsakršnje znanje vredno toliko, kolikor ga znamo artikulirati in ne toliko, kolikor ga imamo. In ko pomislim na naš, bi rekla, kolektivni DNK ali našo kulturološko značilnost slovensko, nismo ravno najboljši igralci, performerji, ne znamo stopiti na oder in soočamo se s tremo in tako naprej. Kako dobri pogajalci smo po tem takem? Mislim, Slovenci smo v navednicah relativno med slabšimi pogajalci. Prvi zaradi tega, ker ne znamo artikulirati svojih idej, ne znamo povedati sploh, kaj želimo. To je prvi problem. Nismo nastopači, ne? Ne gre samo za nastopaštvo, tudi ne znamo prepričati z pristopi. Skratka, malce nam je nerodno, ali pa ne želimo dejansko, ali pa kakšne druge zgodbe. Skratka, pa tudi zelo slabo se pogosto, kad vse moje izkušnje so, da se marsikdo zelo slabo pripravi. In pogajanja so 65-75% uspeha je dejansko pripravljeno. Mi mislimo, da bomo nekako malo improvizirali, pa nekaj bomo že. To pa je mogoče ta mal, kako se je rekel, balkanski melos, ki se nas je prijel, da ovako ali onako, da bomo malo gurni ovako ali onako. Ne bo ni tako enostavno. Ti imaš v pogajanjih dve šoli, rusko pa ameriško, vsaka ima svoje prednosti in slabosti,
ampak mi ne jemljemo ne ene, ne druge kot osnovo, približno smo. Skratka, to je ena težava. Druga težava, ki je pa skozi ta naša mal, kot da nam je skozi za nekaj nerodno. Težko se pohvalimo s svojimi dosežki, svojim znanjem. Konec koncev, če vam nekdo da darilo, kaj rečete običajno, se vam ni bilo treba. Skratka, to je že po buntovnu vse narobe. Ja. Se moraš zahvaliti za darilo in končaš, ne pa se vam ni bilo treba, se ni nič takega. Če vam nekdo da koncesijo, skratka, uslugo vam naredi v pogajanjih, enostavno ne razumeš tega kot koncesijo, kot da ti je nekdo razširil polje pogajanja. Skratka, tu bi morali več investirati. Kaj je problem, vsaj po moji oceni pri Slovencih nasploh, je pa dejansko, da smo prepričani, da mi znamo vse. In to se kaže naprimer zlasti na Balkanu, ko se mnogatera naša podjetja, tudi pa diplomacija tudi pogaja, je to, da mislimo, da mi to vse obvladamo in vse razumemo, bomo že mi nekako. Tudi priprava in pri mlajših generacijah se to posebej vidi, priprava je zelo pomembna za vse pogajanja na Balkanu. Danes smo že koliko 30 let še več. Povsod, ne samo na Balkanu. Ampak na Balkanu najmanj podcenjujemo to, ne? Najbolj podcenjujemo dejansko. Ker mislimo, vse vemo. Ker mislimo, da jih vse poznamo. Skratka, to so te težave in tu vsekakor bi morali narediti več. Kot je že prej Marjan rekel, ta veščina pogajanj, pa nisem veščina, pogosto se reče, to je neka obrt, to se nekaj naučiš, nekaj greš na tečaj. Mi dva, ko sva to knjigo pisala in je nastajala kar nekaj časa, mi dva sva ogromno mnogo odkrivala, pa veliko že veva. Pa koliko novih stvari sva odkrivala, pa vsak dan je nekaj novega. Skratka, tu je ogromno nekih zadev. Meni, naprimer, tu noter sicer mislim, da ne piše, ampak podatek psihologov dejansko, svetovne ali ameriški, ne spomnim se točno, da ena tablica čokolade naredi dejansko manj ugodja pri človeku kot en nasmešek, torej cela tablica 100 gramska, dejansko pokaže neko logiko, ki je pomembna. Da razumeš, koliko lahko nasmešek odpreš. In to je, naprimer, tista, veste, 3/4 Slovencev, ki jih srečate po cesti, so mrkogledi. To je že tisto, kar je dejansko lahko izziv. Zato mi dva poudarjava v knjigi, tako zvano pogovorno dojemljivost. Ti, ko se s partnerjem pogajaš, mu moraš v pogovoru, komunikaciji dati do znanja, da razumeš njegove zadržke. To ne pomeni, da se strinjaš z njegovimi stališči, ampak da razumeš. Zdaj, Slovenci smo, po mojem, premalo asertivni, malo smo skromni, mejhni, bojimo se. Ko sem bil jaz v začetku osamosvajanja v Bruslu, me je zelo šokiralo, ko so mi visoki uradniki v komisiji rekli, vi ste arogantni. Vi ste arogantni. In jaz sem rekel, kako arogantni se smo, kvečem imamo kompleks manj vrednosti, ker smo mejhni. So rekli, seveda, ven se silite, mi smo čisto drugačni kot vse druge bivše socialistične države, kar je bilo res, ampak ne v njihovih očeh. Oni so vse skupaj metali v isti koš in potem problem z imenom, Slovenija, Slovaška, Slavonija in tako naprej. In mi smo se iztrčavali ven, bi rekli Srbi. In zato so nas jemali kot arogantno. In tukaj je ena blazno pomembna pomanjkljivost, da se mi včasih ne vprašamo, kako oni nas vidijo, s katerimi se pogajamo. In če te oni vidijo kot arogantneža, kar se včasih dogaja tudi na jugu, na Balkanu, potem je situacija popolnoma druga, kot če si drugače. Drugače pa bi rekel, problem, ko ste začela s Čerčičem, premalo se zavedamo, da moramo v medkulturnih pogajanjih, zlasti recimo v Bruslu, kjer je za mizo cel kup držav, 27 zdaj, nimaš časa 15 minut, imaš 2 minute. In zato je ta artikulacija pomembna. In tega mi ne znamo. V 2 minutah povedati. Ta elevator speech, ki smo ga pravzaprav začeli osvajati v poslu pravzaprav v teh dneh, čeprav že poznamo to nekaj let, ampak to je v Ameriki znana zgodba, elevator speech že desetletja. To je že še manj kot 2 minute. Tako. Tako da je, skratka, problem je, da ne znamo komunicirati, podcenjujemo lobiranje. Lobiranje ima negativni priznak. V Bruslu je več kot 3000 lobističnih agencij in jih treba lobirati, če hočeš, Treba je navezovati stike. V Bruslu ni samo angleščina, moraš znati tudi francoščina. Moj sin, ki se je vpisal na pravno fakulteto, je bil eden od 17, ki se je vpisal na francoski jezik. V pravu pa je francoščina blazno pomembna na sodiščih v Evropi in tako naprej. In mi pa ne znamo tega dovolj dobro.
In zdaj še v medkulturnih pogajanjih, ne, ko sem jaz, oziroma na raznih treningih za menedžerje, ne, spraševal, kakšne napake ste naredili, kaj tema je zdaj, kakšne so slabosti naše v pogajanjih. So rekli, ja, veste, saj naši izdelki so ok, tehnologijo obvladamo, tudi če je kaj narobe, lahko popravimo, ne, ampak ko so globoko premislili, so rekli, veste kaj, največ napak smo naredili, ker nismo poznali dovolj kulture, običajev, religije v določenih državah. In tukaj smo naredili. En zelo pomemben menedžer je rekel, ja, mi smo pozabili, čeprav smo imeli joint venture na Kitajskem za kitajsko novo leto, ki se ravno kar odvija, in delavcev ni bilo. Mislim, to je pa res podrsljajno. Da se spomnim, da so včasih v arabski svet hodili takrat, ko imajo oni praznike ali pa petki in tako naprej. No, to pa so spodrsljaji, ne, kajti sama sem seznanjena s tem, da se zelo predani, agilni poslovneži ne samo pozanimajo o kulturi, v katero vstopajo in iščejo neke priložnosti na tujih trgih, a ne sploh danes, ko ugotavljamo, da te tradicionalni trgi za Slovenijo niso več tako zelo in, kot so bili nekoč, ampak moramo pogledati širše, a ne, po svetu, ampak tudi seveda študirajo psihologijo, profile psihološke ljudi, torej s kakšnimi ljudmi imamo opravke, a ne? Verjetno je psihologija poleg značilnosti kulture, od koder ta človek prihaja, ključnega pomena pri pogajanjih. Absolutno, mnogi v pripravah pozabijo na to, da se morajo pripraviti na predmet pogajanja in na ljudi, s katerimi se bodo srečali. Bolj, ko greš izven Evrope, to je pomembnejše. Zato je kolega prej rekel, da smo knjigo utemeljili pač na znanosti, ampak pogajanja je tudi umetnost, kako znaš te stvari posredovati, umetnost retorike, ki ste jo prej omenili, ne, da udarno začneš, udarno končaš in tako naprej. Ne. To so te Churchillova pravila, ki bi jih moral vsak obvladati. In zanimivo, ko ste ravno prej omenjali harvardskega profesorja, omenjate v tej knjigi tako imenovana harvardska pravila in mi je všeč ta velikopotezno pravilo, če sem ga prav razumela, da je treba pri pogajanjih gledati dolgoročno in to ne v kontekstu bolje vrabec v rokah, ne, kot pa golob na strehi. Torej, to se mi zdi eno tako ambiciozna drža. No, ti moraš vedeti dejansko, kakšna pogajanja imaš. Niso vsa pogajanja dolgoročna. Ne? Zdaj, če se ti pogajaš s nekom, s katerim boš dolgoročni partner, potem gradiš dolgoročne odnose in si morda na krajši rok pripravljen malo več popustiti, zato da bo na dolgi rok dobljeno več. Ne? In tu se vračam na tisto zgodbo, da je kompromis najslabša možna rešitev v pogajanjih. Ne? Ker bo ta transcendenca, kot se to imenuje, ne, taka, vsi bomo dobili več, seveda, v dolgoročnem, ampak ko boste gledali za nazaj, boste tudi kratkoročno dobili več. Ne. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa je dejansko, kar se tiče mogoče pogajanj na tej ravni dolgoročnosti, je pa seveda treba razmišljati tudi, da obstaja čisto kratkoročna pogajanja. Če vi prodajate avto, s tem kupcem se načeloma nikoli več ne boste srečali, če bo sreča mila. Ne. V tem primeru lahko ga ravnate po popolnoma drugačnih pravilih. Ne? Ampak spet je vprašanje, kaj je v ozadju, zakaj vi avto prodate. A potrebujete denar? A ga prodajate, ker ima vaša mama ali pa vaša tašča, ne vem, Alzheimerja? Skratka, kaj je logika in kaj so potem tisti neoprijemljivi dejavniki, ki postajajo pa danes veliko pomembnejši kot mogoče samo, bi rekel človek, denar, dobavni roki, skratka to, kar je merljivo. Ko se pogovarjamo o pogajanjih, mogoče, da bodo tudi poslušalci in gledalci vedeli, se pogovarjamo lahko o pogajanjih na polju politične dinamike ali poslovne ali pa čisto tako za vsakdanjo rabo. Pred časom, kot sem omenila, ste napisali spet oba skupaj v soavtorstvu knjigo z naslovom Skrivnost uspešnih pogajanj. Vaš kolega in tudi naš nekdanji kolumnist, dr. Matevž Raškovič, je takrat v spremni besedi za tisto knjigo napisal, da je to pravzaprav odlična biblija pogajanj. Zato me pa zanima, kaj prinaša ta nova knjiga, torej medkulturna pogajanja, kako ste šli v širino, v druga polja razmišljanja o pogajanjih, kaj prinaša bralcu? To izdatno branje pravzaprav. Ja.
prvič pogajanja, tudi medkulturna pogajanja so pogajanja, skratka osnove veljajo in za eno in drugo. Zdaj, medkulturna pogajanja se pa dogajajo drugje, so drugačna, so mogoče pomen mehkih dejavnikov, čustev, kulture, religije in tako naprej, mnogo močnejši kot pa v notranjih pogajanjih, znotraj določenega kroga. Zato je treba mnogo intenzivnejše priprave, treba se potruditi vsaj malo poznati jezik države, v katero greš. Tukaj je ena dilema, tudi ko se pogajaš z tujci, koliko boš zdaj zadržal svoje kulture, koliko se boš prilagajal drugi kulturi. In tukaj sem bil jaz na eni konferenci izjemno šokiran, ko mi je en guru mednarodnega menedžmenta na moje vprašanje, koliko se moraš, recimo, da se pogajaš s Kitajci, greš na Kitajsko, se pogajaš z njimi, koliko se moraš prilagoditi njim, 100%, 70%, 50%, ostalo je pa tvoja kultura. Ne? In on je odgovoril, kar je bilo za mene šokantno, ti moraš vsiliti svojo kulturo, kar je popolnoma napačno. Če se pogajaš nekje drugje, je gostitelj boss je glavni, to se pravi, se moraš pretežno prilagajati njegovi kulturi. Ne smeš pa pozabiti na svojo kulturo, ker potem te ne bojo spoštovali. Drugo vprašanje pa je seveda razlika, zdaj, če smo v poslovnih pogajanjih, ali prodajaš ali kupuješ. Kupec je kralj in če je Kitajec, v tem primeru se pogajaš na Kitajskem in je on kupec, se boš mogel recimo ilustrativno rečeno 70% prilagoditi za to, ker je on kralj. 30% imaš pa svoje kulture. Če boš pa ti kupec, bo pa 60-40 ali kitajskega. Skratka, tudi to je pomembno pri tem. In še ena stvar je v medkulturnih pogajanjih, ki mogoče je specifična in še pomembnejša, je smeh. Uporaba humorja. In tukaj vam lahko dam dva primera, ki sta, en je mene totalno razorožil, ko sem bil na pogajanju na konferenci UNCTAD v Nairobiju leta 1976, sem hotel kupiti v eni umetniški galeriji eno lepo skulpturo Črnke. In sem se začel pogajati, recimo, da je bila cena $100, sem rekel $60. Oprostite, je to pogajanje ali cenkanje? Kako se je pogajanje tudi cenkanje? Ja, tudi je, seveda. Cenkanje je vedno sestavni del na koncu, recimo, ko prideš do konkretnih. In on reče, ne, 100 je cena, jaz rečem 60, pa prav, a ne vidite, kakšen trebušček ima? Noseča je, vi plačate eno, dobite dva. In jaz sem vzel ven denarnico in plačal 100, ker me je totalno razorožil. Na isti konferenci je govor strani grupe 77, oziroma dežel v razvoju, ko je bila konferenca podaljšana za 2 dni, ob 5 zjutraj, drugi dan, vsi smo bili neprespani, zmatrani in tako naprej, je vzel list papirja in rekel, grupa B, to se pravi zapadne države, so nam dale ta, zdaj moram pa v angleščini povedati, ta sheet of paper, nekaj vmes med shit. In 2000 delegatov se je začelo smejati in deklaracija je bila podpisana v 3-4 urah. Zdaj, jaz seveda ne trdim, da je bila zaradi tega, ampak vseeno, smeh razelektrira atmosfero, ustvarja ugoden kontekst, da se lažje stranke sporazumejo. No, ker ste spraševali prej, ali so pogajanja cenkanje ali ne. Jaz tako lastno izkušnjo neuspešnih pogajanj delim z vami, če želite. Lansko leto sem bil na enem turškem bazarju in pač so mi bile všeč neke stvari in sem se odločil, da kupim. Ampak cena se mi je zdela previsoka in sem ponudil nižjo ceno. In potem je gospa, ki je pač upravljala to trgovinico, rekla, da ne. In potem sem šel en krog in sem pa šel spet. In je rekla dejansko še zmeraj, da ne, in pa sem šel še en krog in sem prišel spet in prišel pa mož ven. In je vprašal, kaj je problem. In se da bi jaz to kupil ne za 15 € srajco, ampak bi kupil za 10 € 3 srajce. Torej, vsaka je 15, jaz bi kupil za 10. In potem sem videl, da se je mož razburil, ne na mene, ampak na gospo. In sem rekel, v redu, dobro, vse ni noben problem, ampak kakorkoli, zmenila sta se, gospa je prišla in je rekla, katere srajce bi. Pogovarjala sta se dejansko v turščini, nisem razumel nič.
za 10 €. In jaz sem rekel, dobro, v redu. In sem dobil 3 srajce. In gospa je rekla 3 srajce, sem dobil 3 srajce, plačal sem 30 €, vse je bilo tako uredno. In jaz sem srajce prišel, vrgel v kufer in doma jih vzamem ven z pralnega stroja. A ja, vprašala me je še prej dejansko, kakšna je bo velikost. In sem rekel, naj mi da dejansko XL velikost. In sem prišel z pralnega stroja, sem jih potegnil ven z kufra in so bile vse velikost M. Z njimi nimam kaj početi. Skratka, sem bil uspešen pri denarnem, ampak realno je bila uspešna ona. Jaz sem jih potem podaril svoje žlahti, ampak vidite, ni vedno vse dejansko. Slabe priprave, tako. Nisem razumel, da mož ne sme kričati na ženo, ker to lahko povzroči tako problemov. Ampak kaj vam to pove? To vam pove dejansko in tako je knjiga nastala. Ogromno teh, čemur mi dva rečeva prigodkov noter, osebnih konotacij, kako lahko prihaja do zdrsov, na kaj moramo biti previdni. In prihajamo do zgodbe neverbalna komunikacija, ne besedna. Na smeh, dvignjene obrvi, jih kako rečejo ja. Naprimer, dejansko zlasti azijski narodi vam nikoli ne bodo rekli ne, ker je to grozljivo za njih. Oni bodo rekli vedno ja, ali pa se bomo trudili, kar pomeni dejansko ne. Skratka, to, da so razumeš, tudi neverbalno komunikacijo, kako se ti nasmeje, ima dvignjene obrvi, kje se praska s prstom. Skratka, vse te zadeve so v medkulturnih pogajanjih pomembne, ki v isti kulturi pač ni, ker Slovenci približno reagiramo vsi isto. Če se boste pa vi pogajali z Nemcem, jaz sem imel pred kratkim eno tako izkušnjo in je bilo to, da je on krožil po sencah s prstom, meni tipičen znak, da je to že njegov ne. Tega sicer naenkrat še ne bo rekel, ampak smo že na poti, da moram omiliti svojo ponudbo. Skratka, take zgodbe so v tej knjigi in to je tisti, kar bom rekel, kar je mogoče bogatstvo ali pa zaklad. A pa te geste, te kretnje, a je to podzavestno? Samo treba jih je pač podzavestno, ampak na drugi strani pa mora nekdo, ki želi se nekaj pogajati, prepoznati, kakšna je ta kulturološka determiniranost. Na zelo težkih pogajanjih, zahtevnih pogajanjih imajo pogajalci specialiste za čitanje nebesedne komunikacije, ker je to lahko tako pomembno, ker ti v nebesednih komunikacijah težje lažeš, z besedami je lažje lagati. In čim je razlika med besedno in nebesedno komunikacijo, lahko takoj ugotoviš, da je nekaj narobe. Ampak, ko je rekel, so kričali. Zdaj, en pomemben aspekt medkulturnih pogajanj je čuvanje ugleda, face saving in tako naprej. In v medkulturnih pogajanj, zlasti v Aziji, nikoli ne smeš biti agresiven, vpiti na nekoga, nadrti kakšne delavce. En moj kolega, menedžer v Maleziji, mi je povedal, 2 inženirja sta naredila nekaj narobe, polhan je bilo na škart blaga v proizvodnji in on jih je pred vsemi delavci nadrl in tele 2 naslednji dan nista prišla več na posel. Ker jim je okrnil ugled in pred njimi, pred delavci in to je tako. Obenem pa pozabljamo včasih, da včasih ne samo, da čuvamo ugled nasprotne strani, mi lahko tudi podarjamo ugled. Včasih jim laskamo in tako naprej, tako da jim podarjamo ugled in s tem ukrepimo svojo pogajalsko pozicijo. Ampak priprave, ko smo že prej pri tem, so pa res ključne. Recimo, ko smo zdaj ravno začeli s predsednikom Trumpom, njegov v prejšnjem mandatu je poslal ambasadorko na Dansko, ki je tvitnila, Danci so tako revni, da se ne morejo voziti z avtomobili na službo, celo kraljeva družina se vozi z biciklom. Skratka, totalna ignoranca in tisti, ki smo bili na Danskem, vemo, da je tam milijon kolesarjev in vsi vozijo se s kolesi. Skratka, totalna ignoranca in tega si poslovnež, diplomat nikoli ne sme privoščiti, da se ne pripravi na te bistvene elemente kulture enega drugega okolja. In ko govorimo o knjigi, o dogajanju na terenu, naj mogoče samo omenim, da gospod dr. Marjan Svetličič, vi ste vendarle zaslužni profesor in strokovnjak za mednarodne ekonomske odnose. Veliko izkušenj pa ste pridobili na terenu, to se mi zdi sploh v akademskem svetu ključnega pomena, in sicer bili ste pri velikih mednarodnih, pomembnih, tudi ekonomskih sodelovanjih, prepotovali pravzaprav celo vrsto držav Latinske Amerike, Afrike, Azije, in ste tudi ustanovitelj Centra za sodelovanje z deželami v razvoju od sredine 60. let.
Skratka, bili ste pri zelo zanimivih poslih, tudi še takrat v času neuvrščenih. Med drugim tukaj piše, da ste bili zraven pri celo neki strogo tajni študiji o tujih investicijah v Jugoslaviji in sicer z vidika varnosti za zvezni izvršni svet. Skratka, zanimive izkušnje ste pridobivali in ste bili tam na licu mesta in videli zgodbo od blizu in neka zgodba od blizu, ki je bila v letu 1987, pa je bila tudi zgodba, ki je povod za to knjigo. Drži? Zakaj je šlo? Na konferenci Grupe 77 o sodelovanju med deželami in razvoju in takih konferencah, čeprav so večstranske, so vedno bilateralne pogajanja med državami oziroma srečanja protokolarno lahko. In jugoslovanska delegacija, takrat je bila Jugoslavija, jaz sem bil povabljen v delegacijo kot ekspert, nisem bil diplomat, se je srečala z iransko delegacijo. In bila je še ena Slovenka, tudi, ki je bila kasneje ambasadorka v tej grupi. In smo se srečali z iransko delegacijo, minister Velayati, z dvema sodelavcama in naš minister Raif Dizdarević, lahko rečem Marija, ne bom priimka v imenu, da ne bo zamerila ali pa in jaz. In srečanje delegacij, ministra se rokujeta, minister Velayati stegne roko, da bi podal kolegici Mariji, potem pa roka se že skoraj dotakne njene roke, pogleda gor, vidi, da je ženska in omakne roko na hrbet in moram priznati, da tako mučne situacije še nikoli v življenju do takrat nisem doživel. In mi nismo bili takrat, priznam tudi sam samokritično, pripravljeni na to, da v teh bolj fundamentalističnih državah se moški ne sme rokovati za žensko, ker ženska je kot last moža in tako naprej, predpostavka, da je poročena in tako naprej. In potem se je rokoval z mano naprej. Ampak mislim, to je stvar, ki te dokončno prepriča, kako pomembne so te razlike in jih moraš spoznavati in seveda ne vsiljevati drugim svojih. Moraš pač sprejemati, kakršne so in se temu prilagajati. Doktor Udovič, menite, da je, ko govorimo o ne samo poznavanju teh medkulturnih razlik, ampak tudi o poznavanju pogajalskih spretnosti, veščin, da je to stvar učenja, treninga, branja, ali gre tukaj vendarle za glavnino nekega talenta ali nekih osebnostnih značilnosti ali celo karizme, kaj jaz vem, da smo uspešni pri pogajanjih? 10% talenta in 90% dela. Torej, če nimate talenta, imate še zmeraj z delom lahko nadoknadite 90%. Tako da se da z delom narediti ogromno, samo s talentom pa nič. Tako da v vsakem primeru rabite poleg talenta, torej sposobnosti, karizme, vsega tega, potrebujete pa tudi ogromno dela. In to je to, kar sem prej rekel, priprava. Priprava pomeni dejansko to, da vi naštudirate, kaj je pogajalski predmet, kdo so ljudje na drugi strani, kakšne so njihove osebne značilnosti, kako so se pogajali do zdaj v kakšnih drugih postopkih. Skratka, vse to je tisto, kar je priprava in kar je delo. Skratka, brez dela ne boste dejansko nikoli uspešni. Lahko boste mogoče na kratek rok vam kaj uspelo, ampak dolgoročno, ko boste prešteli, boste večinoma neuspešni. Tako da, pogajanja so gotovo veščina, so gotovo umetnost, tudi je za njimi ogromno dela in ogromno znanja. Psihologije, kulturologije, sociologije, čisto konkretnih zadev bi rekel, ne vem. Tudi če si pogajalec o neki zelo, ne vem, specifični zadevi z področja strojništva, pa si glavni pogajalec, pa nisi inženir, moraš vsaj toliko malo razumeti, da veš, o čem se zares pogajaš. Skratka, tu, da bi rekli, da je dejansko samo talent, ne, da bi rekli, da je samo delo, ne, ampak nekje 10-90% je ta odnos in približno še zmeraj drži. Seveda je pa uspešnejši tisti, ki je kot osebnost ekstrovertiran, ki rad dela z ljudmi, ker pogajanja so dela z ljudmi, pogajaš se o stvareh, ampak delaš z ljudmi. In
nekdo je mogoče po naravi malo bolj karizmatičen kot nekdo drug, nekdo je boljši retorik, čeprav retorike se da naučiti, seveda. Ne? To je tudi Churchill rekel, ko je bil mlad, je rekel, pojma nisem o retoriki, potem sem se pa naučil in zdaj se ga smatra kot največjega retorika v zgodovini. Boštjan Udovič, redni profesor ste z področja diplomacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Vaša ekspertna področja so mednarodna politična ekonomija, diplomatske študije, Zahodni Balkan, inovacije oziroma inovacijski sistemi. Ste tudi gostujoči profesor, ki predavate na oddelku za politične vede in sociologijo v Univerzi v Salzburgu. In za vas, profesor Udovič, kompromis ni dobra opcija. Ali je ena izmed najslabših pogajalskih izidov kompromis? Čeprav smo v družbi, kjer nas stalno nekako učijo, sprejmi, sklepaj kompromise, en korak nazaj, ne, in tako naprej. Kaj pravite vi? Kompromis je običajno opcija, ki nam je razložijo, da jo sprejmemo čim prej, zaradi tega, da je postopek čim prej končan. Ampak kompromis pomeni, da je vsak od nas nekaj izgubil. Ne? In jaz sem vedno nagnjen k temu, če se le da, da poiščemo skupne točke, kjer lahko vsi dobimo več. Torej ne iščemo točke, kjer imamo razlike, tiste točke nikoli ne bomo dosegli, da bomo skupaj, ali pa bomo dosegli z velikimi ranami in to je škoda. Ne? Iščemo točke, kaj nas združuje. Ne? Jaz se spomnim, sem govoril pred leti z enim od veleposlanikov skupine V4, torej srednjeevropskih držav, torej Madžarske, Slovaške, Češke in Poljske, in sem rekel, dajte mi povedati, kaj naredite vi v Bruslju v zadevah, o katerih se ne strinjate. Ne? In mi je bilo rečeno, teh zadev ni. Ker mi se pogovarjamo in strinjamo samo o zadevah, o katerih se strinjamo. Tam, o čemer se ne strinjamo, niti ne iščemo rešitev. Ne? In zato jaz poudarjam, da je smiselno v pogajanjih vedno iskati rešitve na način, da so zelo praktične. Ne? Da so praktične, da so dolgoročno usmerjene in predvsem, da naslavljamo potrebe druge strani. Ne naše potrebe. To, kaj si mi želimo, je manj relevantno kot to, da mi ugotovimo, kaj si druga stran zares želi. Sedaj, da naslavljamo njihov interes, njihovo potrebo. Ampak to je taktika, ne? Niti ni taktika, to je dejansko zares pristop, ko iščeš to, da boš dobil več, zaradi tega, ker boš naslovil njihovo potrebo. Recimo, vi mislite, da si druga stran želi, ne vem, vi si želite hitrega dobavnega roka, druga stran pa nima težave z dobavnim rokom, ampak si pa želi dejansko mogoče malo višjo ceno. In če boste vi ustrajali na dobavnem roku, boste dejansko naredili temeljno napako, ker niste naslovili potrebe druge strani. Vi morate neprestano v pogajanjih naslavljati potrebo druge strani. In to se kaže na primer v Bruslju. Prej je že Marjan razlagal zgodbe iz Bruslja, ampak v Bruslju na primer so slovenski predstavniki slovenske države, ne samo ministri, ampak vse ravni, veliko bolj inhibiranem položaju. Zakaj? Zato, ker sploh zdaj, odkar Adrije ni več, ne, letijo v čudnih urah že iz Zagreba, s kjerkoli si bodi, potujejo po cele dneve, pozabijo pa na ta neformalen del, večer pred sestankom. Večer pred sestankom je ključen, kjer se na večeru pred sestankom večino stvari zmeniš v bruseljski pivnici, na konfriju ali na čemerkoli si skočiš. Vse te zadeve so zelo pomembne. In to je tisto, kjer takneš tisto točko, ki je ključna. In vzpostavljaš prijateljstvo. In vzpostavljaš prijateljske odnose. Ampak pripovedujete zelo osvežujočo in dobro zgodbo. Dobro popotnico dajete vsem nam. Zakaj? Namreč vse je v digitalizaciji, vse je on touch, vse je artificial intelligence. Pravzaprav pa vi pripovedujete zgodbo o tistem pristnem človeškem stiku. In kako ameriški slogan je, ne? Simple is the best. Kako simple je pravzaprav vse? V bruseljski pivnici se da vse zmeniti. Vse ne, no. Večino. Tam je boljša klima, kot pa za uradno mizo. Ne? In tam se ustvarja prijateljstvo, ne? Stiki in to vse deluje, mreže. Zato je rak rana, verjetno ne samo naše diplomacije, da so ljudje na poziciji, ker pokrivajo določen resor, ne? Nekaj let, in medtem ko so nekje v drugih večjih državah, so pa 20 let na enem resorju in oni imajo omrežje in točno ve telefonsko številko, da pokliče in tako naprej, in se pa lažje izlobira kakšna odločitev. Zdaj, ilustracija, najin študent, ne vem, ali je bil še tvoja generacija, ne bom imel imena, bil je tudi na Kitajskem, je pa firmo ustanovil na Kitajskem, diplomiral iz pogajanj s Kitajci, ne? Je pa naredil v Bruslju en MBA
ameriški, ne. In sem ga večkrat povabil, da je predaval študentom, ne, kako to delaš na Kitajskem. Ne. In pol je omenil, sem šel pa še na INSEAD, ne, to je pa druga, mogoče najpomembnejša menedžerska šola, izredno draga in tako naprej. In sem ga pred študenti vprašal, zakaj si pa šel, saj si že magister, ne, zakaj si pa šel še enkrat. In je potegnil ven telefon, ne, in rekel, veš zakaj? Zato, ker na INSEAD-u študirajo hčerke in sinovi kraljev, kraljic, velikih menedžerjev in tukaj imam jaz njihove številke in kadar imam kakšen primer, skratka ustvaril sem si omrežje, pokličem kakšno številko in mi velikokrat pomaga kakšna. Skratka, včasih je bolj pomembno vedeti, kdo lahko kaj pomaga, kot pa kako lahko kaj narediš. To. Spomnim se, to je tak mini primer, da predno sem stopila v to hišo, mi je nekdo rekel, da se vrednost človeka ali novinarja v mojem primeru, ne, meri tudi po tem, koliko kontaktov imaš, katere lahko pokličeš kadarkoli. In to je res priceless, ne? To je priceless, ki se pravzaprav ga moramo zavedati tako v vsakdanjem zasebnem življenju, in sploh v tem času, ko je vse tole na zaslonih in v neki anonimnosti in nepristnosti, poslu in tudi v politiki. No in s tem smo prišli do problema zaupanja, ki je izjemno pomembno v pogajanjih nasploh, zlasti po medkulturnih, ne? Ker tista mreža deluje samo, če držiš zaupanje med partnerji. Če ti nekdo kaj pove v zaupanju, ne smeš tega naprej nesti. In problem zaupanja je danes tudi v tem, ne, ker vse več je pogajanj na Zoomu, vse več je teh digitalnih komunikacij in tukaj so s tem to midva naslavljala v knjigi tudi, ne, s posebnosti teh digitalnih pravzaprav pogajanj, ne. Če tukaj zaupanja ni, ne, potem to ne more biti uspešno. Mnogi ti bojo povedali, če sem te ljudi, ki jih zdaj po Zoomu srečujem oziroma se z njimi pogajal, prej že videl, se z njimi pogajal, jim zaupam, potem bomo lahko tudi na Zoomu kaj rešili. Če jih pa nisem, jim pa ne zaupam in ne bomo uspešni. Morda še nekaj o mreži, kar je zelo pomembno. Mreža je, jaz pravim, najdragocenejša stvar v življenju posameznika, to je mreža prijateljev, kolegov, poznancev, in najdražja, ker jo moraš vzdrževati. To, da ti nekoga enkrat, dvakrat srečaš, pa pozabiš njega 3 leta, pa ga pol misliš, da ti bo telefon dvignil, pozabi. Sam takrat, ki ga rabiš. Neprestano moraš vzdrževati. In to je v navednicah ne samo, bi rekel človek, denarno lahko draga zgodba, ampak tudi emotivno, časovno in tako dalje. In tega se danes morda predvsem mogoče mlajše generacije, ki so vse na touch, vse na takoj, ne na klik, mogoče premalo zavedajo, kako pomembni so te pristni, neprestani medsebojni kontakti. Ker spomnimo se na Šifrerjevo pesem, ne. Za prijatelje, ne? Ja, za prijatelje. In zlasti je to pomembno, recimo v pogajanjih s Kitajci, ne, tam je pomembno tisti Kvanši, ne, sistem zvez, ne, bi mi rekli zveze in poznanstva, in tako na nek način, ni čisto isto, ne. Ampak to moraš vzdrževati. Moraš vzdrževati in to ne samo s poslovneži, tudi z partijskimi voditelji na regionalni ravni in tako naprej. Skratka, to mrežje mora biti širše. Doktor Svetličič, doktor Udovič, menita, da je prepogosto glavni igralec v poslu, v pogajanjih v poslu, ego, pohlep, morda kompleks več ali manj vrednosti? Jaz bi rekel, da je odvisno od izkušenj. Izkušnejši menedžeri gotovo znajo brzdati oziroma skušajo brzdati svoj ego. V velikih primerih je to mogoče, včasih tudi ne. Manj ko manj izkušenj s pogajanji, seveda pač bolj te stvari, bi rekel, tolčejo ven, ne, bodi si ego, bodi si pohlep, bodi si druge zgodbe, ki so. Ampak ja, mogoče za slovenski primer bi rekel, da mogoče bi bilo včasih boljše, da bi bilo teh izkušenj veliko več, ampak spet smo pri točki, da je pač treba imeti znanje za to, ne? Da treba investirati nekaj v te zadeve in tu se mi zdi, da imamo še nekaj prostora, da stvari izboljšamo. Mogoče je malo vezano tudi na generacijske razlike, ne? Mlajši, ki smo, ne, bolj smo egoisti, bolj damo na svoj ego, ker se vzpenjamo na lestvici kariere.
Kasneje, ko si modrejši, takrat pa si bolj sposoben že potisniti ego navzdol, ne. In zato se mogoče malo tudi, ko se srečuje s kakšnimi mlajšimi, moraš računati malo mogoče, da je bolj pohlepen, bolj hoče zmagati v pogajanjih, ne. In zdaj eno od pravil na splošno je, pa še posebej velja v medkulturnih pogajanjih, tudi če si res zmagovalec, če si res dosegel mnogo več kot drugi, ne, tega nikoli ne smeš razglašati. Moraš vedno njim dati, podariti ugled in reči, joj, kako ste bili težki pogajalci, kako ste bili uspešni, vse ste dosegli, kar smo hoteli. Posel je v oboje stransko korist, nikoli ne smeš triumfirati, ker iza triumfa je ta ego, ne. Zato moraš na ta ego v bistvu pozabiti, ne. Problem ste pa včasih novinarji, ne, ker takrat, ker si slab pogajalec, ne, če nisi proglasil zmage v pogajanjih, ne, ampak tega ne smeš, zato ker se boš s temi še vedno, skoraj vedno se še srečal, ne. In takrat ti bo pa nož v hrbet zabil, zato ker si takrat proglašal, da si zmagal in da je bil bedak. V pogajanjih, tako kot v življenju, če je življenje igra, so pravzaprav sami triki, neki aduti, lahko rečemo zelo tako vsakdanje neke fore, ki jih imamo. Spomnim se, ko sta mi pripovedovala pred časom ob izidu tiste prve knjige, Skrivnost uspešnih pogajanj, o tej intrigi med Merklovo in pa med Putinom, ki je slednji se je seveda dobro zavedal, da je Merklove od otroštva naprej strah psov in imela en ta slabo izkušnjo, ne, pa si jo je ugriznil ali nekaj takega. Ja. In on je prišel na pogajanje z gromozanskim psom, češ, da ni vedel. Kakšni so taki triki, recimo, ki ste jih morda doživeli ali proučili, ali pa če skrajšamo vprašanje, kaj je tisti najboljši adut, ko nič ne uspe več, ko vse, kar je napisano v tej ali katerikoli drugi knjigi ne uspe, kaj je tisti za grande finale? Imata vidva ta adut v rokavu? Ohen primerov je, Boštjan bo še povedal, kar jaz bom pozabil, ampak recimo, lahko nekoga, ki je že malo prehlajen, pride na pogajanja, pa ga postaviš pod klimo, ne, ali pa na prepih, ne. Recimo, skratka, prostor pogajalski lahko zbereš tako, da je neugoden za nasprotno stran. Znan je primer iz zgodovine daleč nazaj, tam se je že Krištof Kolumb pogajal, ne. In je arabski sprejel ga je v prostoru, kjer je sonce sijalo direktno v Kolumbove oči, ne, ko se je pogajal za denar, za svojo misijo. Zdaj, če si ti zaslepljen, ne vidiš tistega, s katerim se pogajaš, ne, bo tvoja pogajalska pozicija bistveno šibkejša. Skratka, čas pogajanja je lahko pomemben. Tukaj zdaj sem omenil kraj, ne, čas pogajanj. Ti se pogajaš z nekom, ne, predlagaš mu pogajanja oziroma jih organiziraš v času njegovega biološkega spanja, zaradi razlike v časovnih pasovih in tako naprej. Če tudi si ti misliš, da takrat lahko zelo uspešno se pogajaš, v bistvu telo ni pripravljeno tako dobro kot pa. Skratka, cel kup je takih zadev, okoliščin, ki lahko ti pomagajo krepiti. Vendar to ni povsem etično in če ti si dolgoročno naravnan, moraš majčkeno pozabiti na te trike. No, ampak jaz vedno, ko predavam, ne vem, pubertetnikom, adolescentom, rečem sledečo zadevo, ne. Nikoli se z mamo ne pogajate v kuhinji, ne z očetom v dnevni sobi ali pa v delavnici, ne, ker to so njihovi prostori. Zvabite jih v svojo sobo, ki mora biti pospravljena, ne. Skratka, ta prostor je ena zadeva. Druga zadeva, nikoli ne imej vezanih pogajanj, ne. Skratka, pospravim posodo v stroj ali pa pometem hišo, potem te pa vprašam, če sem lahko 2 ure dlje zunaj, ne. Ti pospravi v torek posodo, pa v sredo, pa v četrtek, potem vprašam, ko je že malo pozabljeno, da si ti pospravil. Skratka, da ni vezane trgovine. In tretja zadeva dejansko, ki je najpomembnejša z vidika pogajanja, torej ta trik, ki vedno deluje, ne, ko nič več ne deluje, dejansko deluje trik nasmeha. Ne, taktika, dobro ste me nasmejali, ki ne sme biti žaljiva, ne, ampak dobro ste me nasmejali, da dejansko da se ne rogaš njihovi ponudbi ali pa koncesiji, ampak dejansko, da pač neka stvar ali pa
kontekstualiziraš v svojem prostoru, da je to za Slovence mogoče smešno ali pa kakorkoli si bod. Ne? Te stvari so tako, da razbiješ neko monotonijo ali pa neko tenzijo. Ne? In ko nič ne uspe več, načeloma, vračam se na tisto raziskavo o čokoladi na smehu, bo na smeh tisti, ki bo verjetno lažje odprl vrata kot tablica čokolade. Ker smo v podcastu Supermoč, me zanima, ali glede na to, da sta taka strokovnjaka za pogajanja, da poznata vse tips and tricks, ali lahko logično sklepam, da zaradi tega znanja in izkustva nimate nobenih težav v življenju. Da vse gladko skomunicirata, vse pravzaprav kjerkoli sta, s komerkoli sta, pravzaprav govori in deluje v vajin prid. Popolnoma napačno. Se strinjam. Pa zato, ker je običajno Kovačeva kobila bosa? Ali? Ja. Moja žena pravi, kaj ti s temi knjigami in tako naprej. Jaz, ki sem delala biznis, ne komercijala, se bolj spoznam na te zadeve. S tem hočem reči, sej vsak pogajalec je dobro, da preštudira literaturo in tako naprej, ampak praksa, kilometrina, ti pa da tisto osnovo in zaupanje, da lahko res uspešno se pogajaš. In razen tega, včasih je boljše, ko gre za kakšne osebne zadeve. Recimo v familiji sem jaz slab pogajalec. Zato, ker si emotivno vpet. In zato otroci so najboljši pogajalci. Ne? Z ženo se vedno slabo pogajaš v bistvu. Ne? Zato, ker si čustveno vpet. Ne? Tako da včasih, recimo, ko sem jaz kupoval hišo, mi je advokat rekel, bom pa še jaz v vašem imenu pogajal, in je uporabil argumente, ki jih jaz sam nisem mogel uporabiti. Takrat sem bil eden od prvih kupcev v tistem naselju, bom jaz rekel temu prodajalcu, veste kaj, takrat sem bil dekan, dekan kupuje javna osebnost in tako naprej, in zdaj boste vi drugim kupcem rekli, vi boste pa sosedi od tega, jaz tega težko ne uporabiš, on pa je. Takrat, ko si čustveno vpleten, da je nekomu drugemu bo uspešnejši v pogajanjih. Jaz sem že nanizal neuspešen pogajalski splen s tistimi slavnimi srajcami. Gotovo poznava vse trike, pa še marsikaterega drugega, ki ga v tej knjigi ni. Ampak eno je poznati vse trike, drugo so pa situacije, v katerih se nahajaš. V nekaterih jih lahko uporabiš v svojo korist, v nekaterih se ti zdi mogoče to celo neetično. V drugih dejansko pozabiš na njih. Sploh to moraš skozi vaditi. In če nisi pozoren na minimalne zadeve, dejansko to pa je priprava. In spet se vračamo na pripravo. Na vsako pogajanje bi mogel biti pripravljen, kar pa realno v življenju ni. In meni se zdi mogoče glavno sporočilo, kar se tega tiče, predvsem to, da moramo imati pogajanja in vse znanje, ki je v tej knjigi, kot pomembno, ampak tudi živeti moramo in tudi, če naredimo kakšno napako, je zelo pomembno in to je v vsakih pogajanjih pomembno, da se iz te napake nekaj naučimo. In da naslednjič napake ne bomo ponovili. Ena zanimiva napaka, ki sem jo sam storil, malo po osamosvojitvi v Ann Arboru v Ameriki, zato ker sem svetličič, so me posedili na tisti konferenci zraven Nobelovca Samuelsona, SS. In jaz sem se takrat predstavil, ko smo se usedla in sem začel razlagati. Slovenija, to je pa bivša Jugoslavija, tretje, in on me je tam po 2 minutah postavil, rekel, stop, vse vem. Vsak petek igram z inženirjem Megušarjem iz Ljubljane tenis. Vse mi je povedal. Vi mi raj povejte, zakaj so Hrvati prevedli že 13. izdajo moje knjige, vi pa šele 7. Skratka, ne vsiljevati, raje poslušaj. Namesto, da bi jaz od Nobelovca se kaj naučil, ga spraševal, sem mu dociral. Zanimivo. Lahko bi zaključila na tej točki, ampak vendarle, glede na to, da imam taka zanimiva sogovornika v studiu medijske hiše Delo, bi vas vprašala za konec. Vse več se sliši in odmeva o tem, ali je dejansko vojna pred vrati, ali grozi vojna Evropi ali ne. Glede na to, da sta iz tega polja proučevanja, akademika, znamenita profesorja, ali smo preveč pesimistični, ko govorimo o tem, ali je to medijska raca, ali se bojite, da ne bomo znali se usesti za mizo in na en plemenit in čvrst in bi rekla
pameten, moder način skomunicirati mir? Razmere so podobne kot 30-ih, ki so privedle do vojne, ampak upam, da smo se nekaj naučili in da če bo racijo in pametna čustva prevladala, potem mislim, da ne bo vojne. Jaz mislim, da je ključno, da damo ege na stran in da se usedemo za pogajalsko mizo, pri čemer moramo pa v Evropski uniji biti enakopraven pogajalski partner, kar do zdaj nismo bili. Ste optimisti ali pesimisti? Kritični realisti. Optimisti. Okay. Dr. Svetličič, hvala lepa za obisk v studiu Medijske hiše Delo. Čestitke za vso to bogato karierno pot in seveda še veliko lepih uspehov želim, da vas bomo še brali in poslušali. Dr. Udovič, tudi vam hvala lepa in tudi vam čestitke. Spet ta dvojec in mislim, da je to nova Biblija pogajanj, samo da tokrat je akcent na medkulturnih pogajanjih. Hvala lepa tudi vam za obisk in za spet iskriv pogovor kot nekakšen leksikon ali tak praktični priročnik za vse tiste, ki se želijo izuriti v pogajanjih. Hvala lepa. Hvala vam za vabilo in hvala za sponsorje, ki so pomagali pri izdaji te knjige. Kdo pa so, jih bodo pa bralci kar sami prebrali. Ste za to? Ja, hvala. Hvala lepa.